Danes v novicah med drugim v Šentrupertu podelili občinska priznanja. 46. dolenjski knjižni sejem. Poezija Otona Župančiča v sliki, besedi in glasbi. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Šentrupertu, kjer so včeraj na dan, ko občina praznuje svoj praznik, podelili letošnja priznanja. Že 8. tudi naziv častni občan. Priznanje je šlo v roke sestri Zvonki Mikec. Sestra Zvonka Mikec je priznanje prejela za svoje misijonsko delo v Angoli in Mozambiku, kjer že več kot 30 letja vodi vzgojno-izobraževalne in humanitarne projekte, pri tem pa za dobro navdihuje tudi prostovoljce iz domačega Šentruperta, Slovenije in tujine. Priznanje za mene je priznanje za vse tiste, s katerimi jaz delam teh 34 let v Afriki, vseh naših malih otrok, mladine, tudi starejših, vseh ljudi, katerim posvečam moje življenje. Sem vesela, zelo hvaležna. Župan je letos podelil 4 listine zakoncema Kovaljev, Petru Pavlinu starejšemu, Jožetu Prahu in podjetju Asfalterstvo Pavlin. Mi pomeni, da je nekdo videl, da pač z mojim možem delava za dobrobit Šentruperta, da sva rada tukaj doma in da pomagamo res vsem, kateri so pomoči potrebni. Ja, jaz sem prav vesel, da so spoznali moje prizadevanje v življenju, kar sem delal. Tako da se res iz srca zahvaljujem. Tako da, nisem pričakoval, vendar hvala. To pomeni, da se v javnosti prepozna tudi delo javne gozdarske službe, tako tudi gledam na to. Predvsem pa to, da zadnjih, pa bi rekel, teh 40 let, ki sem jih nekako preživel v slovenskem gozdu, da je prepoznano. Priznanje mi pomeni zahvalo za minulo delo, motivacijo za naprej in mislim, da bomo tudi tako lahko sodelovali, tako kot smo do zdaj z občino. Naši vsi letošnji dobitniki priznanj, seveda častna občanka, so ljudje, ki ustvarjajo občino Šentrupert, ki skrbijo za tisto, kar smo vsi, se pravi, naša srčnost, naša povezanost in to, kar je Šentrupert in si Šentrupert tudi zasluži. Osrednji govornik na 18. slavnostni seji občine Šentrupert je bil notranji minister Boštjan Poklukar. Prav je, da na dan praznika občine skupaj praznujemo uspehe skupnosti. Tiste velike, pa tudi tiste majhne, lahko bi jim rekli običajne, ampak verjemite, pomembne. Saj smo kot posamezniki in kot skupnost upravičeno ponosni na vse, kar ste naredili in zgradili za dobro občank in občanov Šentruperta. Ob odhodu iz dežele Kozolcev so si obiskovalci lahko ogledali še razstavo kolažev Jaz sama domačinke Viktorije Berg. Nagrajevali pa so tudi v Posavju. Na letošnji razpis posavskih inovacij je prispelo 16 prijav iz 14 podjetij in enega inštituta. Najboljše so predstavili včeraj. Sodelovalo je 92 inovatork in inovatorjev in ena razvojna skupina. Posavje pa je bogatejše za 4 zlate, 5 srebrnih, 6 bronastih in eno prebojno inovacijo. Naša inovacija predstavlja varnostni sistem za povečanje varnosti na različnih kmetijsko-komunalnih priključkih. Torej, najbolj v bistvu je uporaben pri radijskih vodnih daljinskih goseničarjih za obdelavo, mulčenje, košnjo brežin, kjer operater ni blizu prisoten. Letos smo prijavili inovacijo separator etiket. Gre za stroj, s katerim ločimo etikete od 5 plastenk. Nova zadeva na trgu, s katero zelo učinkovito in z dosti manjšimi stroški in z dosti manjšim vzdrževanjem ta proces se pravi upravimo. Mi, kar smo naredili, je eno inovacijo v smislu, da avtomatsko lahko pregledamo te jeklene plošče in dobimo rezultate, ki se analizirajo zelo hitro
In recimo za primerjavo, svarke lahko traja 8 ur za pregled, mi to lahko izvedemo v manj kot 1 uro. Zadolžen sem bil za razvoj velikih tesnil za avtomobilsko industrijo, konkretno za našega partnerja BMW. Pač ni bil le tehnični izziv, temveč tu priložnost dokažemo, da lahko slovensko znanje in inovativnost uspešno konkurirata na najvišji ravni svetovne industrije. Ne? Inovacije že dolgo niso več moda, ampak nuja, da podjetja ostajajo na trgu, rastejo in se razvijajo. Če pogledamo malo globalno, se vidi, ne, da je razvoj po svetu zelo velik. Evropa in tudi vsa zahodna civilizacija nekako stagnira pri teh stvareh in bo treba spodbujati inovativnost, da bomo dosegali to, kar dosegajo v drugih delih sveta. 4 najvišje ocenjene inovacije bodo kandidirale za nacionalna priznanja, ki bodo septembra podeljena na Dnevu inovativnosti Gospodarske zbornice Slovenije. V škocjanski občini, kjer v tamkajšnjem Zagradu domuje zeliščarski center jugovzhodne Slovenije, so te vsestransko uporabne rastline mesto dobile tudi na strehi novega kulturnega centra. Rahlemu dežju navkljub so devetošolci z zanimanjem poprijeli za neravno zahtevno delo in z zelišči zasadili lične visoke grede. Mi delamo ameriški slavnik, to pomaga pri virusih. No ja, prvo sem skopljamo jamco, pol damo noč sadika, pa sem zagrnili. Posadili smo komarčke, ki jo lahko uporabljamo v kuhinji, ima pa tudi zdravilne učinke. Občina Škocjan je našo šolo prijazno povabila k sodelovanju za saditve teh visokih gred na strehi novega kulturnega doma, tako da smo se mi tudi z veseljem odzvali in to zasaditev vključili v naravoslovni dan 9. razreda. Nekako smo osmislili to zasaditev na ta način, da smo povezali zgodbo zelišč, ki jo že dolga leta soustvarjamo v zeliščarskem centru in hkrati povezali, vključili v to dejavnost šolo, osnovno šolo Frana Metelka Škocjan, ki je v neposredni bližini. Smo nekako se dogovorili, da jih bodo učenci sami pomagali zasaditi in tudi za njih skrbeti. Devetošolci so ob delu s pomočjo učiteljic lahko izvedeli marsikaj koristnega o zeliščih. Posadili smo tle še traj, upravljene kot začimba, tudi v krvavicah na kolinah ali pa za enolončnice. Ja, posadili smo ga pa dokaj hitro. V teh 13 gredah je v bistvu 10 vrst različnih zelišč in pa 3 vrste začimb, ki jih bomo uporabljali. Začimbe pri gospodinskem pouku in pa zelišča. Namen je, da bomo naredili Metelkov čaj. To je neka novost tudi iz teh raznih izbranih zelišč in potem, da bo to neka vrste tudi predstavitveni in promocijski produkt šole. Če bo na pokušino unikatnega šolskega izdelka treba še malce počakati, pa se na prireditvenem prostoru na strehi kulturnega centra že širijo prijetne zeliščne vonjave. Vonj po knjigah pa je včeraj napolnil novomeško galerijo Krka, kjer se je začel 46. dolenjski knjižni sejem. Sejem z najdaljšo neprekinjeno tradicijo med knjižnimi sejmi v Sloveniji. Gostje prvega dogodka in uradne otvoritve sejma so bili Dan Podjet, Hanna Stupica in Pavle Očakar, ki so govorili o superjunakih slovenske ilustracije. Vsi govorimo o Mačku Muriju, o Piko Dinozavru, o Martinu Krpanu in tako naprej, ampak dejansko so pa te superjunaki samo nek izdelek resnično zelo, zelo talentiranih in krasnih avtorjev. In kar smo danes ugotavljali tudi v tej debati je, da dela tovrstnih umetnikov ne more nadomestiti umetna inteligenca, zato ker so pristna, človeška, pa če tudi vsebujejo napake. In verjetno se bodo v še bolj digitalizirani prihodnosti še bolj cenila izvirna človeška dela. Superjunaki postajajo vse bolj priljubljeni, saj še vedno predstavljajo temeljne vrednote. Zaupanje, spoštovanje, medsebojno pomoč, zmernost, strpnost, to je tisto, česar nam manjka in to je tisto, kar iščemo v teh junakih. In zato so oni na nek način še vedno svetilnik vrednot
in zato se še vedno splača brati knjige o junakih, stripe o junakih, tudi gledati filme z super junaki. Dolenjski knjižni sejem poteka že od leta 1978. Organizatorji so Kulturno-umetniško društvo Krka, Novomeška knjižnica Mirana Jarca in Mestna knjigarna Mladinske knjige. Namen je jasen. Spodbujati in opozarjati na pomen znanja. Zato si že vseh 46 let, kolikor sejem poteka, prizadevamo opozarjati na aktualne knjige, ki izidejo od preteklega leta in pa seveda privabiti čim večje število ljudi. Vse do četrtka sejem spremljajo tudi obsejemske prireditve za vse generacije. Za konec pa še v Semič, kjer so obiskovalci kulturnega centra Semič nedavno doživeli besede Otona Župančiča na prav poseben način. 6 kulturnih ustvarjalcev, recitatorka in glasbeniki so v sliki, besedi in glasbi oživili poezijo enega največjih slovenskih pesnikov. Dogodek so poimenovali Poetronika, v njem pa so se povezali recitatorka in moderatorka Daša Culiberg, trio Mitrije, katerega del je tudi kantavtorica Klavdi Zu in pobudnika duo 2B. Smo imeli kot eno tako probno varianto v njegovi rojstni hiši v Vojnici, isto za to ekipo. Potem se pa nekako rodila ideja, da bi naredili to na nekem še višjem nivoju, da naredimo cel koncept, da ni to samo koncert, ampak kot neka predstava. Delam v spominski hiši Otona Župančiča, že tam uglasbujem otroško poezijo, potem 2B uglasbujete v svojem stilu. Daša, ona je interpretatorka, potem Robert Strmec, Darko sta se priključila in je ratal en tak lep, krasen projekt. Mi smo se zdaj 5 mesecev pripravljali na to, tudi študijsko razdelali Župančiča, sem posvetili res njegovemu delu, opusu celemu. Smo naredili kar eno veliko delo. Veliki slovenski pisec je neizmeren navdih za vse. Župančičeva beseda je bila in bo zmeraj pač nekaj najbolj vrednega, kaj imamo v Beli krajini. Se mi zdi, da lahko vsi se nekaj naučimo iz tega zapuščina, ki nam jo je zapustil. To je en tak vodnjak, ki se po mojem nikoli ne bo izpraznil. Pač kadarkoli boš pogledal, boš našel nekaj drugega. Jaz sem primila kitaro, začela sem prebirati njegovo poezijo in avtomatsko nekako melodija se je zlila z besedilom in so pesmi kar nastale. Tako da v bistvu moramo reči res hvala Otonu Župančiču za izjemna besedila. Naša želja je bila, da pripeljemo Župančiča nazaj med ljudi, ker mi smo si rasli z Župančičem in ga poznamo že od malih nog, je pa tudi eden največjih slovenskih pesnikov. Globina njegovih pesmi je pa toliko neverjetno fenomenalna, da se veselim, da bojo ljudje začeli spet odkrivati njegovo poezijo. Izbrane besede, glasba in drobna dejanja pozornosti in hvaležnosti naj bodo del našega vsakdana. Hvala za pozornost in do prihodnjič, bodite lepo.